Dobrodošli na današnji novinarski konferenci, kjer bomo predstavili nov način plačevanja z mobilnimi telefoni. Več o tem in seveda tudi o poslovanju oziroma sodelovanju med Petrolom in Enbils, pa zdaj vabim kar Primoža Krupana, direktorja podjetja Enbils. Prosim. Zdravljeni. V podjetju Enbils se zavzemamo za vizijo brezgotovinskega in brezpapirnega plačevanja. In s tem želimo postaviti standard na tem področju, ki ga danes ni ne v Sloveniji, ne v Evropi. Danes, če greste na primer plačati parkirnino, ste omejeni z določenimi viri. Če greste v elektronsko banko ali pa v mobilno banko, imate spet različne načine, kako lahko plačujete. Na avtobusih spet drugačne načine. In na strani uporabnikov je ta uporabniška izkušnja vedno razpršena in vedno se rabi vsak uporabnik loviti. V Enbilsu smo do zdaj že na 6 lokacijah vzpostavili vse možne oblike plačevanja, ki se nanašajo na spletno plačevanje, na plačevanje na fizičnih prodajnih mestih, prenosu denarja med uporabniki enostavno na telefonsko številko in še bi lahko naštevali. Danes bi želel poudariti, da kot neodvisna platforma, ne glede na to, na kateri banki ali pa pri katerem mobilnem operaterju uporabnik je, skupaj z močnim partnerjem postavljamo standard tudi v Sloveniji in želimo iti tudi v druge države. Hvala. Hvala lepa. Zdaj vabim Mirco Bančič, direktorico marketinga na Enbilsih, da nam prikaže pravzaprav, kako izgleda ta situacija, kako pravzaprav se da plačevati na Petrolu. Hvala. Pred kratkim, novembra 2017, je Evropska centralna banka izdala poročilo o uporabi gotovine in drugih plačilnih sredstev v območju evra. In podatki kažejo, da je v Sloveniji danes še vedno 80% plačil izvedenih z gotovino, če gledamo po številu transakcij, po volumnu pa skoraj 70%. Številke so seveda visoke. Prosim, Karin, če predstaviš na naslednjo vrstnico tako. Med drugim so proučevali tudi, v katerih situacijah se najpogosteje uporabljajo različni plačilni inštrumenti in kakšen je volumen teh transakcij. Ugotovili so, da se danes skorajda polovica vseh plačil zgodi v trgovinah. Sledi 21% v gostinstvu, torej več kot tretjina, nato pa so tukaj že bencinski servisi z 8%. Gotovina in druga plačilna sredstva pa se uporabljajo seveda tudi v marsikateri drugi situaciji. V manjših deležih se pojavljajo na primer še različni uradi, manjše trgovinice, trafike, avtomati, pa tudi trgovine, kjer se prodaja recimo zabavna elektronika, pohištvo in ostalo. Zakaj naštevam vse te plačilne situacije? Zato, ker vam lahko z veseljem povem, da v Enbils že danes pokrivamo prav vse od naštetih področij. Poglejmo. Z Enbils lahko danes plačate mesečno položnico in to neodvisno od delovnih časov in urnikov bank po eni od najugodnejših provizij, z 2 dotikoma zaslona. Poleg tega lahko plačujete tudi blagajniške račune, enostavno slikate QR kodo na spodnjem delu računa. Plačujete lahko tudi drugim oziroma nakazujete denar kar na telefonske številke in zadeva je brezplačna, denar pa lahko nakažete vsakomur, ne glede na to, pri kateri banki ima odprt svoj račun. Plačujete lahko tudi na spletu in v mobilnih aplikacijah. In to brez, da bi morali vnašati svoje osebne podatke ali podatke svoje bančne kartice. Zadnja od funkcionalnosti pa je Enbils QR. Nakupujete lahko tudi tako, da slikate Enbils QR kodo na katerikoli oglasni račun. Danes pa smo tukaj zaradi 2 povsem novih funkcionalnosti, ki jih prvič predstavljamo javnosti. In to sta Enbils Go in Enbils Cash. Enbils Go je plačevanje na blagajnah na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Enbils Cash pa je pravzaprav polnjenje mobilne denarnice z gotovino in praznjenje oziroma izplačilo gotovine z mobilne denarnice Enbils. Enbils Go je najpomembnejša in največja inovacija na tem področju, saj gre za plačilo z le eno aktivnostjo. Uporabnik pride do blagajne, pokaže barkodo, jo poskenira in dobi celotno specifikacijo računa v e-obliki kar na svoj telefon in ta račun kot ustrezen priznava tudi Finančna uprava Republike Slovenije. Zdaj pa vas vabim, da si kar pogledamo, kako Enbils Go izgleda v praksi.
MBILS in ekipa Petrola smo navdušeni, da vam lahko že danes povemo, da lahko na tak način plačate na vseh prodajnih mestih Petrola po celotni Sloveniji in vabim vas, da ob koncu konference z dobroimetjem, ki ga boste prejeli, tudi preizkusite ta enoten standard mobilnega plačevanja. Na začetku sem govorila o visokih deležih uporabe gotovine, ampak danes smo tukaj zato, ker v MBILS in v Petrolu verjamemo, da lahko gotovino resnično pošljemo v zgodovino in mi smo že danes pripravljeni na to. Verjamemo, da imamo vsi v življenju za početi veliko navdušujočih in zanimivih stvari in plačevanje računov pač ni eno od teh. Zato vam ga želimo poenostaviti. Hvala. Da prosim Matjaža Čadeža, ustanovitelja podjetja MBILS, da nam predstavi tudi prihodnost razvoja. Jaz kot ustanovitelj, pa tudi kot idejni vodja tega MBILS-a sem neverjetno vesel danes, ker smo se s Petrolom dogovorili za eno dolgoročno sodelovanje. Zakaj se meni zdi to tako pomembno? V Petrolu smo našli partnerja, ki ima enako vizijo razvoja mobilnega plačevanja, kot ga imamo mi. Prvič, s Petrolom lahko pri 500 tisoč zveznih kupcev, ki jih imajo oni, računamo na zelo hitro rast uporabnikov. Drugič, Petrol ima ogromno za ponuditi tem kupcem, na ta način se kupci privadijo na uporabo MBILS-a in tretjič, Petrol deluje tudi izven Slovenije, kamor ciljamo tudi mi sami seveda. Druga stvar, ki se mi zdi izjemno pomembna, je tudi, da s Petrolom delimo vizijo o tem, da je treba v slovenskem prostoru definirati standarde za mobilno plačevanje. Po celem svetu pač teh standardov ni, standardi bodo postali de facto pri tistih uporabnikih oziroma pri tistih rešitvah, ki bodo odlični za trgovce, kot bodo odlični za kupce. Po eni strani tak standard lahko dosežemo, če imamo veliko število uporabnikov. Omenil sem, da Petrol nam lahko pripelje zelo veliko število uporabnikov že samo iz svojih kupcev. In drugič je, če je ta rešitev odlična tudi za trgovce. Če je to enostavno v bistvu možno integrirati za samo rešitvijo in če je zadosti poceni, da je interesantna za same trgovce. Mi smo veseli, da tako majhni kot smo, imamo že zdaj skoraj 1000 prodajnih mest v Sloveniji in verjamemo s Petrolom, da se bo ta številka prodajnih mest v Sloveniji bliskovito širila. Zaradi tega verjamem, da bo to postal standard v bodočnosti. In tretja stvar je, v bistvu MBILS platforma ni namenjena samo v bistvu nam, MBILS-om, namenjena je tudi platformi za banke, za instant plačila, ki je zdaj v bančnem svetu tako pomemben element. Tako da vabimo tudi banke, da se vključijo v ta platformo in tako imamo eno skupen ekosistem, ki je koristen za vse udeležence v plačilnem. Rad bi poudaril, da MBILS tudi v okviru Petrola postaja samostojna firma pod nadzorom Banke Slovenije in drugih inštitucij, da v bistvu na ta način tudi vsi dosedanji partnerji, ki jih imamo, v bistvu nadaljujejo z enakimi pogoji poslovanja z nami kot do sedaj. In predvsem to, da nobena informacija iz MBILS-a, ki se nanaša ali na trgovca ali na uporabnika, ne sme iz MBILS-a ven niti ne jasno v materinsko firmo, ki bo nekoč postala Petrol. Zaprav smo popolnoma varni, kar se tiče zaščite in varnosti podatkov. In zadnjo stvar bi rad omenil kontinuiteto razvoja MBILS-a, zagotavljamo tudi s tem, da v bistvu jaz, moja družina, ostajam še solastnik MBILS-a in bom še vedno aktivno razvijal MBILS, tudi s tem, da bom član nadzornega odbora MBILS-a v bodoče skupaj z predstavniki iz Petrola. Hvala lepa. Hvala lepa. Matjaž Čadež. Zdaj pa vabim še magistra Tomaža Belovčnika, predsednika uprave Petrola, da nam predstavi še strateški pomen sodelovanja med podjetjema Petrol in MBILS. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Velikokrat včasih z upravičenostjo sprašujejo, kaj rečemo naftna družba počne v nekem finančnem sektorju in tako naprej.
vendar to je globoko začrtano v naši strategiji in viziji, pa ne daleč od tega tudi to, kar delamo že danes. Mi smo sami razvili že pred leti, imamo svoje postterminale, se pravi, poskušamo biti popolnoma neodvisni od bančnega sistema, če verjetno to ne veste, pravi, kredit in tako naprej teče prek naših poslov, ki smo sami razvili. S tem veste, da smo imeli dolgo leto plačilno kartico Magna, ki je bila in še zmeraj, ki je bila seveda narejena za B2B segment. V B2C segmentu, se pravi do naših direktnih potrošnikov, do vas, smo pred mnogimi leti naredili zlato Petrolovo plačilno kartico. Imamo 80.000 takšnih posameznikov, ki danes uporabljajo našo plačilno kartico, vendar je ta plačilna kartica plačljiva ali pa uporabljiva samo na Petrolovih servisih. V sami strategiji smo se zelo spraševali in prišli do zaključka, da ta naša kartica mora nekako postati tudi open loop, to pravi, da mora biti uporabna na drugačen način tudi izven Petrolovih servisov. In pri tej rešitvi, ko smo iskali, oziroma ko smo iskali, kako bomo to razmišljali, smo ugotovili, da se moramo povezati oziroma poiskati na trgu neko drugačno rešitev, predvsem pa rešitev, ki sledi digitalizaciji in novih inovativnih poslovnih modelov. Preskenirali smo cel trg, ne samo v Sloveniji, tudi širše z Evropo, vendar sem res vesel, da smo našli daleč najboljšo rešitev, ki je bila razvita v tistem trenutku na trgu v našem novem partnerju pri mBillsih. Zakaj? Prvič zato, ker je to slovensko, drugič pa zato, ker je bila ta rešitev že implementirana in uporabljena v praksi. Redko kdaj se mi kot Petrol ukvarjamo s start-upi, kjer so čisto neki osnovni zadevi in ne vemo, ali bo ta stvar uspela ali ne bo uspela. Zdaj gre za družbo, ki ste slišali, že posluje, ima dovoljenje od Banke Slovenije in tako naprej in je na trgu že prisotna. Z to aplikacijo oziroma stopom v mBills prvič smo mi sprejeli partnerja ali pa rešitev, ki je trenutno daleč najboljša inovativna tudi na svetu, rečemo na svetu, če ne druga pa saj v Evropi. Naredili smo strategijo, da omogočamo našim kupcem, da lahko uporabljajo kartico tudi open loopu, pomeni, da lahko plačuješ na več prodajnih mestih, slišali ste, da je to že 1000 in seveda skupaj bomo razvili, da bo ta standard postal ali pa ta način plačevanja postal celo standard v Sloveniji. Verjamem, da lahko to naredimo, verjamem, da se lahko tudi z bankami pogovorimo, ker že počali rekel, da bi postalo tudi možnost tega instant paymenta, pa samo na en način. Kar pomeni, da bi lahko prek te mobilne aplikacije, pa mobilne denarnice v to denarnico dal še druge kartice in bi to lahko postalo tudi nek standard plačevanja. Ne bomo se ustavili samo v Sloveniji, želimo to stvar prenesti tudi izven, predvsem tam, kjer smo mi, prva država bo Hrvaška, vendar gremo, koliko smo se dogovorili, korak po korak. Kar nekaj funkcionalnosti prihaja novih, boste tudi sproti obveščeni, mi smo začrtali čez eno leto naprej, kaj želimo, da bi naši mBillsi v prihodnje delovali. Velikrat vprašajo, če mi vstopamo, pa bomo banka. Ne, Petrol ne bo banka, uporabljamo pa seveda najnovejše stvari v FinTechu in želimo določene storitve, ki jih upravljajo danes banke, seveda delati tudi mi, skupaj s partnerji. Na koncu povem, mi tudi vstopamo lastniško. Podpisana je pogodba za prevzem mBillsov, podpisana pogodba, postali bomo 76% lastniki. Obstoječi lastnik ostaja noter za 24%. Zakaj sem rekel, da je podpisan, zato ker closinga še ni bilo. Pričakujemo ga v začetku naslednjega leta. Čakamo edini pogoj, ki še mora biti, je pogoj, ker mora dati Banka Slovenije. Banka Slovenije za vsako transakcijo mora dati dovoljenje, če želiš vstopiti v katerikoli bančni sistem. Vloga je že oddana, tako da pričakujemo v začetku oziroma v sredini januarja, da bomo dobili to dovoljenje in potem bomo tudi uradno postali lastniki skupaj z partnerjem, ki bomo skupaj naprej to razvijali. Hvala lepa. Hvala lepa. mBills pa Magna. Kje bo tle povezava, navezava, bo, ne bo? Za tiste, jaz sem recimo službeno Magno, pa je mogoče ne bi več sabo nosil, če imate tako rešitev. Trenutno to ni mogoče, tako kot zdaj trenutno direktne povezave tudi ni za zlato Petrolovo kartico, v prihodnosti bo tudi to.
bomo najdli neko skupno rešitev. Moje spomnjenje MBS-a je meri samo pač ta katega iz banke oziroma spomnjenje je kakšna povezava s sindikati. Če se ni treba pa je s tem, da ima možno Trenutno so polnjenja možna iz elektronske banke z nakazilom, možna so z direktno premenitvijo. Od danes naprej so možna tudi z polnjenjem iz gotovine na petrolovih črpalkah. V bodoče bojo pa možna polnjenja tudi iz kartic, iz vaših bančnih računov ali pa tudi iz kreditnih limitov. Imamo svojo lastno aplikacijo, kjer je možno plačevanje. To se pravi, tam vse, kar meni, da lahko to se plačuje tam prek marka. Zdaj, a boste tisto lastno aplikacijo še razvija, pa sem dodajate neke kartice, ker po mojih informacijah ni nekaj kartice, krediti nikoli zahtevajo, a boste zdaj popolnoma se na to spravili? Govorimo o aplikaciji Moj Petrol, kjer smo jo popolnoma digitalizirali, kar pomeni, da prek Moj Petrol lahko vidite vse transakcije, ki jo imate na Petrolovi zlati kartici. V prihodnosti, se pravi, trenutno aplikacija Moj Petrol ostaja. Zakaj? Ker lahko preko Petrolkov kartice direktno plačujete tudi gorivo, če skenirate QR-kodo. Preko Petrolkov kartice boste lahko preko aplikacija tudi plačevali kavo na poti in tako naprej. Vendar v naslednjih releasih, se pravi, ki skupaj delamo, bomo te stvari poskušali spraviti na en nivo, kar pomeni, da kdor je trenutno ima našo Petrolkov kartico, ker to je plačilna, ima tudi limite, bo avtomatsko prenos tudi negativnega stanja na MBILS-e. V prihodnosti pričakujte, da bo v sklopu MBILS-ov Petrolkov kartica, kaj bo se pa zgodilo naprej glede dveh brendov, bomo pa videli, pa se še odločili. Ampak funkcionalnosti bojo zdaj enotne, zdaj bomo pa nastavili. Imate prav. Tako bom rekel, če imate Petrol Klub kartico, je vstop v stranišče brezplačen. Če nimate Petrol Klub kartice, dobite voucher za 50 centov. V zelo bližnji prihodnosti nimamo trenutno v namenu, da bi lahko preko telefona, bi rekel, vstopali noter, bo še moramo imeti. Problem je tehnika, ni to problem, da mi to ne znamo zaradi. Vse to namena in ljudi tako ne znamo. Gre za, ne bom rekel, ali pa ne preveč pomembno materialni znesek, zato tega tudi mi kot borzna družba teh takih številk ne objavljamo in tudi ne bomo objavljali. Staja poslovna skrivnost, lahko pa sam zagotovim, da ne gre za neko veliko številko, ki je mogoče domisliti. Mene zanima, pravilo v prihodne druga komunikacija s finančnimi karticami. A bo prioriteta najprej magna kartica, pa če bo to samo fizična, ali bo tudi poslovno možno pa? Ne, magna kartica ne bo tista kartica, iz katere bomo polnili mobilne denarnice, ampak bo to lahko recimo Visa ali pa debitna ali kreditna, hkrati bomo pa podprli tudi kartice neposredno iz stanja v mobilne denarnice. Prav za poslovne najeme bi nas videl V trenutnem stanju ne, v bodoče pa ja. Prej sem že dobil, v trenutnem stanju ne, v prihodnosti pa da. Mi kot Petrol ne, bom pa prepustil. Mi smo z nekaterimi bankami se že pogovarjali in so že pokazali interes, potem so mečken se zaustavili, ko so slišali za to združevanje in zdaj nadaljujemo te pogovore. Dve, mogoče prva plačevanje zdaj možno stanka blagajna, kar tudi direktno na plačilnem mestu. Trenutno na blagajnah. Na blagajnah z MBILS-i, z našo aplikacijo na poti pa lahko že danes. Na poti že lahko in je sam stvar časa, ker je to zdaj samo IT delo, torej rešitev je pa že narejena. Tako da pričakujte zelo malo, da boste lahko tudi Druga
kar je pa ta resnični prevzem menje marketing, kako se bo razvijal, bom rekel, potem število prodajnih mest, si predstavljam, da v tej branži, da ne bo prav veliko prodajnih mest, da je več, da bi konkurenca, bom rekel, ja, OMV ali pa Mola. Ja, zdaj ste zdaj omenili samo naftne trgovce, oziroma tisti, ki imajo. Tle je bilo pa prej omenjeno na strani marketing direktorce, kje vse se to uporablja. Se pravi, glejte, drugače bom poskušal se drugače odgovoriti, boč nisem bil toliko jasen. Mi ne želimo to platformo uporabljati, da je to naša in samo naša. Ta platforma mora biti odprta za vse. In mi smo odprti do vsakega trgovca, ki bo to želel sprejemati. In kje je prednost tega? Spravi, mi ali pa vi, kupci, boste diktirali, s katerim plačilnim sredstvom boste plačevali. In če bo tudi, recimo zdaj, direktno konkurenc OMV videl, da se mu splača imeti podprte M-bilce za plačilno sredstvo, bo to naredil, ne glede, če smo mi lastniško povezani. Lastništvo, ja, ker če le lahko izgubiš, recimo, potencialnega kupca, odločitev bo od vsakega posameznika poslovna. Jaz vam lahko povem, da smo že imeli razgovore z trgovci kot takšnimi in dobeden ni a priori proti, kljub temu, da vejo, da so vedeli, da bomo mi vstopili v lastniško noter. Pravi, trgovci se tega zavedajo, da če plačilno sredstvo en bil spostavlja to, kar mislimo, bodo oni sprejemali to plačilno sredstvo, ne glede, da je to Petrol. Verjetno pa ne bo Petrol sprejema imena. Še vedno ostajamo v podjetje MBILS in aplikacija, ki ste si jo pa danes namestili, pa je druga mbils.si in ne HAL MBILS. To je zdaj že... Samo najprej še ni? Je. mbils.si je treba iskati, ne... Jaz sem jo pred eno uro dol in Androidu je in na App Store. Na našo spletno stran in spletne strani. Če ne pejte na mbils.si. Koga bodo bremenili stroški teh transakcij? Uporabnika ali... Zdaj, ko uporabniki plačujejo na prodajnih mestih, je to brezplačno. Mi zaračunavamo, ko plačujejo mesečne položnice 25 centov, če polnejo mobilno denarnico iz bančnega računa ročno, se pravi, ne samodejno 25 centov. Sam uporabnik, ko plačuje na prodajnem mestu v kjerikoli ali na spletni ali pa v fizični trgovini drugih provizij, ne zaračuna. Od danes naprej, ko smo pa na telefonu, ko lahko položijo gotovino, ali pa dvignejo gotovino, je pa polog gotovine 50 centov, dvig pa 1 euro. Ne glede na višino. Minimalen znesek, ki ga v gotovini položite tukaj na Petrolu, je omejen na 20 evrov. Se pravi, pod 20 evrov ne morete položiti, dvignete lahko, položiti pa ne morete manj kot 20 evrov gotovine na vašo mobilno denarnico.